Dober dan. Današnja gostja je Natalija Spark, ena izmed 12 kandidatk za Slovenko leta 2020. Natalija Spark je tolmačka slovenskega znakovnega jezika. Njeno delo je posebno poslanstvo, saj tolmači predstavljajo ključno vez med gluhimi in slišečimi. Opravlja ga 20 let. Znakovni jezik je bil položen že v zibelko, saj sta oba starša gluha. Po težki ločitvi, ko je s hčerko najstnico ostala na cesti in s pomočjo dobrih ljudi dobila streho nad glavo, je uspelo končati študij pedagogike in andragogike. Za diplomsko delo je prejela Prešernovo nagrado. Ko si je uredila življenje in se pri dobrih 40 odločila za magistrski študij psihosocialne pomoči, je pod svoje okrilje sprejela še 2 malčka, za katera biološka mama ni našla pomoči. Natalija je udejanjila rek, da nas padci okrepijo, oziroma da ni pomembno, kolikokrat padeš, ampak da se pobereš in vztrajaš pri zastavljeni poti. Skozi svoje izjemno zavzeto delo psihosocialne delavke in tolmačke Sparkova simbolno predstavlja glas pogosto prezrte, nevidne in slabo slišane skupnosti gluhih. Natalija, lepo pozdravljena. Zanima me, za diplomsko delo si prejela Prešernovo nagrado. Kaj je bila tvoja ključna ugotovitev? Ja, v svoji diplomski nalogi sem opisovala oziroma imela neko vizijo, kako bi se mogli tolmači izobraževati, oziroma da bi izobraževanje tolmačev prišlo na višjo raven, kakor smo se do zdaj izobraževali. Se pravi, da bi to postal nek študij, se pravi neka smer študija. Svojo znanstveno pot si nadaljevala na študiju psihosocialne pomoči, pa me zanima, zakaj? Je gluhim sicer ta nedostopna, jo rabijo? Vsaka gluha oseba lahko poišče to pomoč, nedostopna pa vrata zaradi same komunikacije. In v svoji magistrski nalogi sem opisala prav to, nedostopnost komunikacije in nerazumevanje stroke tistih ljudi, ki bi mogli najbolj biti empatični do posameznikov, ki potrebujejo pomoč, in vedeti, da je gluhota tako posebna, pa ne zaradi ne vem česa, kakršnekoli okvar ali nekih vidnih znakov, ampak prav zaradi te tišine, te komunikacije, ki jo lahko vzpostavijo samo na svoj način, in to je na način uporabe njihovega maternega jezika, in to je znakovni jezik. Ampak verjetno se je tebi zdelo pomembno, da izvaja psihosocialno pomoč nekdo, ki zna znakovni jezik, torej brez prisotnosti tolmača, tretje osebe. In izkazalo se je, da najboljše, tako kot ste sama omenila, da najboljše je, da poteka terapija skozi, se pravi, terapevta, ki obvlada znakovni jezik, in uporabnika, se pravi gluho osebo, ki rabi to pomoč. Če pa to ni omogočeno, je pa boljše kot nič imeti zraven tolmača. Zanima me, na kaj si najbolj ponosna v svojem življenju osebno in na kaj profesionalno? Osebno sem najbolj ponosna na to, da sem sama sebi dokazala, da človek lahko uspe. Jaz v življenju sem bila vedno etiketirana ali pa predalčkana kot oseba, ki mi ne bo nič uspelo in da iz mene nič ne bo. Morda iz tega ta moja neizmerna trma in vztrajnost, doslednost in držanja se pravil, da v življenju lahko uspeš, če si dosleden in vztrajen in verjameš sam vase. Ni lahko. Zelo velikokrat sem že sama pri sebi mogoče na nek način obupala, ampak nisem si dovolila, da bi ljudje po meni teptali in rekli, lej, saj smo rekli, da ji ne bo nič uspelo. Tega si nisem dovolila in na to sem zelo ponosna. Ponosna sem tudi zadnje čase na vse te svoje uspehe, ki jim prej nisem dala nobenega pomena. Ne tako za Prešernovo nagrado, ne za magisterij, ki sem ga opravila ob 2 malih otročkih še v Planicah, ne zato, da imam hčero, ki je odrasla in je uspela in imava odličen odnos. Na to sem zdaj res ponosna. Znam reči, da mi je uspelo. Se znam pohvaliti. Na poklicnem področju pa da sem tolmačica in da je to moj hobi.
to in da sem odprla svojo psihoterapevtsko prakso, v kateri v bistvu uspešno delujem. Omenila si že, pa vendarle še bi vprašala, od kje si črpala pravzaprav energijo po ločitvi? Danes, kot si omenila, tudi skrbiš torej še za 2 otroka, ki jim nisi biološka mati. Pa me zanima, kaj so te otroci naučili? In se mi zdi pomembno, da pri otrocih ugotoviš, da ne rabiš biti popoln. Smo ljudje z napakami, imamo dobre dneve, slabe dneve, ampak moraš biti pa, vse, kar oni zahtevajo, pa ta doslednost, da si dosleden. Vsi otroci te v končni fazi vsak dan tudi testirajo, kakšne volje si, kakšne nisi, kaj narediš, kaj ne narediš. In se mi zdi, ta doslednost je res tako pomembna za vsakega starša, ali pa za vsakega, ki ima otroka. In ni pomembna biološkost, ni pomembna, si ti biološka mama ali ne. Pomembno je, da si ti ob otroku takrat, ko te otrok rabi. Kaj pa energija? Kje si jo črpala po ločitvi, ko vemo, da je človek popolnoma na tleh? Z bivšim partnerjem neke, kako bi rekla, nisva bila funkcionalno odrasla v tistem trenutku, nisva se znala lepo ločiti. Ali pa, ne vem, če je pravilna beseda, lepo, nekako na nek normalen način ločiti. Ne vem, če je ta beseda, ne vem, sploh najde to besedo, kako se človek lahko loči lepo. Ampak nisva znala to urediti, res sem imela zelo težko ločitev, ostala sem dejansko res na cesti z vrečko in najstnico v cvetu pubertete. In ne samo to, v tistem obdobju je prišla tudi do izgorelosti, ker se pol 2-3 leta sploh nisem mogla pobrati. Tako da sem v bistvu, ne vem, pravzaprav mislim, da me je ta moč, sem jo imela mogoče spet nekje zvlečem iz otroštva ven, da če sam sebe ne boš imel rad, če sam sebe ne boš, sam sebi si dopovedal, da obstajajo tudi lepi časi in da lepi trenutki, če sam sebe ne boš pobožal, če sam sebi ne boš rekel, da se imaš rad, če sam sebi ne boš dovolil, da bojo drugi diktirali, kakšno bo tvoje življenje, potem se boš pobral in boš enkrat scvetel. Kot tolmačica vstopaš v življenja številnih gluhih, spoznavaš različne zgodbe. Pa me zanima, katere, morda 3, so ti ostale najbolj v spominu? Najbolj mogoče v spominu mi ostanejo zgodbe, ki jih piše ali rojeva življenje. Bila sem pri 3 ali pa 4 porodih celo zraven, ko so mamice rodile in imele svojega dojenčka v rokah. Iskrene misli so takrat, iskrene zgodbe, iskreni nasmehi, takrat zdravniki sodelujejo, takrat priznajo zdravniki, da ne znajo znakovnega jezika, takrat je tolmač zaželen, reče pridite, pomagajte, takrat mamica reče, dej, povej mi, kako naj pritisnem, čeprav smo mi laiki, ampak z nekimi napotki in tem sodelovanjem se vidi, da je lahko to ena lepa simbioza. Še pred kratkim, mogoče 2-3 mesece nazaj, ko je gluha oseba hotela imeti tolmača pri sebi, je zdravnik rekel, da če želi imeti tolmača sebi, naj si ponajde kar drugega zdravnika. To so pa zgodbe, ki jih še piše življenje in so v bistvu se še v današnjem času dogajajo, kar se mi zdi popolnoma nesprejemljivo. Tolmači ste nedavno prejeli tudi od predsednika države jabolko navdiha, pa me morda zanima, glede na to, da doživljaš tudi veliko življenjskih zgodb, ki so hude, da se moraš konec koncev tudi boriti, da lahko opravljaš svoje delo, pa me zanima, kaj te motivira? V čem čutiš svoje poslanstvo? Res to delam z užitkom.
res uživam, ko to delam. Res je to moj tolmačenje, res to moj hobi, res sploh ga ne dojemam kot delo. Sem hvaležna, da sem za to pač dobim plačilo, ampak ga ne dojemam kot delo. Navdihuje me vse to, da vidim potem gluhe osebe, ki so razumljene in ki v bistvu izrazijo tisto, kar želijo izraziti preko nas. In te pozitivne zgodbe, ta v bistvu sama gluha oseba, da je lahko v končni fazi, ne glede na nas, pa samostojna in sama sebe izraža. Mi smo samo en prenosnik, ko prenesemo to bodisi kretnjo v glas ali glas v kretnjo. Koliko pa si morda kdaj v stiski, ker kot vemo, znakovni jezik obsega nekje približno 19.000 kreten, se ti zgodi, da v dani situaciji nimaš kretnje? Kaj lahko narediš? Vendar pa je znakovni jezik sestavljen iz večjih elementov in če kretnje ni, potem lahko bodisi ali razložiš nek pojem, bodisi ali ga črkuješ, kar je v bistvu, se mi zdi meni najmanj primerno, ker postavi se vprašanje, če gluha oseba razume, kaj si črkoval, oziroma besedo razume samo, kaj pomeni beseda, ne? Drugače pa za mimiko, z gibanjem telesa, z gesturo, podaš vsebino povedanega. In to je največ, kar lahko narediš. Sodelovala si tudi pri nastajanju videoslovnice za gluhe. Ne samo, da je bilo to velik uspeh za našo državo, tudi v evropskem svetovnem merilu je to izjemno pomemben dosežek. Pa me zanima, kako ti gledaš na to. Taka vrednost te slovnice in jaz jo zelo s pridom uporabljam. Se mi zdi, da bi jo mogli več uporabljati in da bi ta slovnica morda, ne vem, kako jo uporabljajo v učnem procesu, v izobraževalnem procesu, ampak glih ta slovnica poda temelje, kaj znakovni jezik je in da znakovni jezik ni samo nabor teh 19.000 kreten, ampak s temi 19.000 kretnjami in z mimiko, z gibanjem, z gesturo damo znakovnemu jeziku vsebino in razumevanje. Kaj ti pomeni kandidatura za Slovenko leta 2020? Pa zanima me, se ti zdi, da bi morda lahko tudi tak dogodek pripomogel k boljši prepoznavnosti oseb, ki jim daješ pravzaprav glas s svojim delom? To nominacijo si prav želim to, da bi se odprli še bolj gluhim pot do tistega, kar oni najbolj rabijo. In to je komunikacija v vsakodnevnem življenju. Sami veste, da se v bistvu za pravice uporabe svojega jezika najbolj na področju izobraževanja borijo tako močno in tako dolgo, da so zdaj pač šli do te mere, da se želijo, da se jezik vpiše v ustavo. S tem, ko sami mislijo, s tem, ko se bo vpisalo v ustavo, so prepričani, da potem ne bo več nobenih ovir za uporabo njihovega jezika na kateremkoli področju njihovega življenja. In to se mi zdi prav. S to nominacijo, kolikor bom le lahko in bom uspela, bom pa tudi jaz širila to zavedanje, da gluhi potrebujejo znakovni jezik in da to ni nekaj, kar je neka kaprica marginalizirane skupine invalidov, ampak da je to njihova osnova, s katero lahko oni delujejo. Ker če oni lahko uporabljajo znakovni jezik, se lahko izobražujejo, potem pridejo lahko do izobrazbe. Če so izobraženi, vemo, da lažje prideš do delovnega mesta. Če so delovno mesto, so delovno aktivni, so aktivni v svojem življenju, niso v nekem kotu zaprti, niso v nekih posebnih ločenih skupincah, niso nekdo nekaj
tam nekje, ampak so aktivni državljani, ki jih pa seveda družba potrebuje. In potem lahko tudi pridejo do dostojne pokojnine in lahko živijo dostojno življenje. Omogočajo življenje svojim otrokom, sebi si lahko kaj privoščijo, tako kot mi vsi. Niso popolnoma nič drugačni. In če bo ta moj glas vsaj kje lahko odprl kakšna vrata, je naloga zame narejena. In s tem tudi upravičeni ime kandidatke za Slovenko leta 2020. Hvala lepa, Natalija. Jaz ti želim vsekakor srečno pri tvojem delu. Vas, dragi gledalci, pa vabim, da svoj glas za Natalijo oddate preko spleta. Našli jo boste pod številko 11. Hvala lepa za vašo pozornost in nasvidenje.